Jure Pogačnik je pravnik in aktivist za pravice živali ter aktivist zoper gensko spremenjene organizme. V letih 2004 in 2005 je bil zaposlen na Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije, kjer je v upravnem postopku med drugim obravnaval starše, ki niso želeli cepiti svojih otrok. Pri tem je ugotovil vrsto sistemskih nepravilnosti, glede česar je opozarjal nadrejene in sistem nakopal nekaj težav. Leta 2006 je v strokovni reviji Pravna praksa izšel njegov prispevek Kršitve predpisov v obstoječem sistemu obveznega cepljenja. Po odhodu z ministrstva je bistveno pripomogel k vzpostavitvi pravnih poti za izogibanje obveznemu cepljenju in številnim novinarjem vzbudil zanimanje za pisanje o problemih glede cepljenja. Sestajal pa se je tudi s poslanci in pisal peticije. Je avtor predloga spremembe zakona o nalezljivih boleznih in predloga spremembe zakona o zdravilih, ki jo je Državni zbor obravnaval v zadnjih 2 letih. Član gibanja Zdrava družba in CISP nam bo poskušal odgovoriti na vprašanje, ali je pravosodna veja oblasti še živa. Aplavz! Hvala lepa. Lep pozdrav vsem prijateljem, ki ste se zbrali tukaj. In jasno, tudi moj aplavz vam, vsem, ki ste zdržali vse te ure, ki ste zdržali ne samo zase, tudi za druge, za vse tiste, ki želimo obvarovati pred tem, kar bi se lahko zgodilo, in jasno, tudi nekaj malega zase. Zdaj, jaz verjamem, da vi že zelo veliko veste tega, kar ste se danes naposlušali, zato bom probal biti nekoliko krajši in predstaviti, kakšna je danes situacija, na kaj lahko računamo, da se bo sploh karkoli spremenilo. Zdaj, če pogledamo vse te inštitucije, ki jih plačujemo, državljani, da bi nas zavarovale, lahko začnemo pri varuhu človekovih pravic. Jaz verjamem, da ga danes ni tukaj, tako da za njega nimam nekih zelo lepih besed. Vidimo, dejansko ne reagira na nobeno stvar, za katero je očitno, da predstavlja kršitev človekovih pravic. Tako da kot prvo pozivam na tem mestu varuha človekovih pravic, da naredi svojo dolžnost, da zaščiti ljudi in da naredi za to, za kar ga plačujemo. Druga inštitucija, ki bi jo omenil, je Ustavno sodišče Republike Slovenije. Ustavno sodišče ima kup enih pritožb in zahtev za ustavno presojo, ki jih že mesece in mesece drži v predalu in se jih ne loti. Zato pozivam na tem mestu Ustavno sodišče Republike Slovenije, lotite se tistih stvari, ki so bistvene, zaščitite nas, državljane Republike Slovenije. No in če sem že pri Ustavnem sodišču, zadnjič je ena zdravnica zelo lepo komentirala njihovo odločitev, da se zadrži ta pogoj 5C ali 5T. Ne vem kaj. Skratka, rekla je, ja, oni nimajo časa zdajle, pa so to preložili, pa pol bojo to enkrat kasneje, ko bojo lih imeli čas. Skratka, to, kar oni počnejo, ni v redu in ta poziv, ne vem, če bojo slišali, ampak jim namenjam. Tretji organ je predsednik republike. To ni Boris Pahor, to je Borut Pahor. Vidimo, da gospod ob vsaki priliki ponavlja isto, ne glede na to, kaj je vsebina. Skratka, njegova mantra je, potreben je dialog, potreben je dialog, potreben je dialog. Jaz bi rekel, mi dialoga samo zaradi to, da ga bomo dali na Instagram, ne potrebujemo. Mi rabimo dialog zato, da se bojo neke težave rešile in da bojo prišle neke nove odločitve, ki bojo zaščitile to ljudstvo. Tako da pozivam predsednika republike, da naredi svojo dolžnost in da se izreče v bistvenih temah za to državo.
Četrta ustanova v Sloveniji, Komisija za preprečevanje korupcije. Ko smo napisali predlog sprememb zakona o zdravilih in smo v tem predlogu že pred enim letom predvideli, da se prepove cepiva, ki bi spreminjala genski zapis človeka, kjer smo pozvali Državni zbor naj se izreče izrecno o tem, da varnostne študije k cepivom ne morejo biti poslovna skrivnost, kar je ugotovilo tudi že upravno sodišče, se komisija ni želela izreči. Njihov razlog je bil, da gospa, ki se ukvarja s temi temami, da je lih na bolniški. In to je trajalo potem 4 mesece in jaz pozivam Komisijo za preprečevanje korupcije, da naj se loti svojega posla, naj, če ne drugega, se začne izrekati o temah, ki so bistvene. Vemo, da javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke vodi bivši zaposleni farmacevtskega velikana Roche. In če tukaj ne vidi konflikta interesov, potem jaz ne vem, kje lahko sploh v tej družbi vidimo konflikt interesov. Skratka, ampak teh tem, o katerih bi se mogla izreči Komisija za preprečevanje korupcije, je morje in ta poziv njemu velja kot naslednjemu. Naslednja ustanova v tej državi so množični mediji. Poseben poziv velja Televiziji Slovenije in urednici informativnega programa gospe Manici Ambrožič. Jaz sem slišal, da to je zelo fina gospa, super oseba, ampak moje vprašanje njej je, zakaj v vaše oddaje ne vključujete nikoli nobenega nasprotnika cepljenja, nobenega nasprotnika lažne epidemije. Zadnje dni, vidimo, se je RTV prebudila nekoliko in je začela vsaj nehala je ignorirati to, da obstajajo ljudje, ki nasprotujejo temu, kar se dogaja, kar je prijeten korak naprej. Ampak pozivam Manico Ambrožič, naj končno v komentatorje in med komentarje tega, kar se dogaja, vključi ljudi, ki se zbiramo, naj vključi iniciativo slovenskih zdravnikov in naj vključuje civilno iniciativo slovenskih pravnikov. To je drugo mnenje. Saj nimajo svojih lepih načel samo za to, da bodo imeli papir. Oni imajo zapisana svoja načela zase in za svoje delo. In gospa Manica Ambrožič, čas je, da si svoja načela tudi ne samo preberete, ampak jih začnete tudi upoštevati. Naslednje 4 inštitucije, ki jih bom omenil, so venček zdravstvene elite, to je Zdravniška zbornica Slovenije, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Ministrstvo za zdravje in Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke. Žal, lahko ugotovimo samo to, da te inštitucije delujejo mimo interesa javnega zdravja in da brez njihovega aktivnega sodelovanja se ne bi mogla zgoditi niti ena stvar, s katero se danes ubadamo. Še posebej bi izpostavil Javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke. Pred več kot enim letom, maja lansko leto, so dobili zahtevo za izredne analize 2 cepiv, ker je bilo v teh 2 cepivih odkrito vrsto stvari,
ki ne samo, da ne spadajo v cepiva, ampak so za zdravje izredno škodljive. Gre za hude strupe, kot je formaldehid, kot so človeške celice, kot so živalski virusi in podobno. Skratka, nekaj, česar se človek tudi s palco ne bi dotaknil, kaj šele, da bi to dal enemu otroku v kri z injekcijo. Javna agencija bi po uradni dolžnosti mogla skrbeti za varnost cepiv in samo ob tem, da bi slišala, da obstaja neka možnost, bi mogla po uradni dolžnosti odrediti izredne analize. Ne samo, da ni odredila izrednih analiz, celo na našo zahtevo je to zavrnila in rekla, da Evropska agencija opazuje, kaj se dogaja. Skratka, javno agencijo posebej pozivam, da naj izvede končno izredne analize za cepiva, zato ker v cepivih zoper COVID je odkrito, vemo kaj, grafenoksid, odkrito je kup drugih stvari, ki ne spadajo v človeško telo, torej javna agencija, prosimo oziroma pozivamo vas, da izvedete te izredne analize. Naslednja inštitucija v Sloveniji, ki kaže znake vsaj umrtvičenosti, če ne klinične smrti, je tožilstvo. Tožilstvo je prejelo vrsto ovadb. Lansko leto, julija, je prejelo ovadbo zoper javno agencijo, zato ker se ni odzvala na ta sum in ker ni reagirala v skladu z zakonom o zdravilih in odredila izredne analize. Do danes se še vedno razmišlja in ugotavlja, ali se bo ta postopek uvedel, prijava ni zavržena, je v postopku, ampak prosimo, tožilstvo, naredite svoje delo, uvedite postopke in jih razčistite. Naslednja inštitucija, ki jo ne pozivam čisto nič, ker mislim, da nima smisla, je Državni zbor in še posebej parlamentarna komisija za zdravstvo. Samo obveščam vas, da mogoče kdo pričakuje, da je v tej komisiji, da so neki strokovnjaki. Žal tudi jaz, ko sem videl, kakšna je izobrazba, kakšna je struktura ljudi, ki sedijo v tej komisiji, vodijo vzgojiteljca, noter je par sociologov, mogoče kakšen ekonomist in mislim, da to samo po sebi še ni toliko problematično, kot je problematično to, da ne izkazujejo dejansko nobenega interesa in da očitno nimajo nobenega znanja o tem, kar sploh sprejemajo. In omenil bom še dve oziroma tri inštitucije. Prvo kot nevladne organizacije. Vemo, da imamo kup velikih nevladnih organizacij, ki jih plačuje vsaj deloma država oziroma so financirane strani države ali pa strani velikih korporacij oziroma velikih podjetij. In mislim, da tudi nevladne organizacije niso v popolnosti opravile svojega dela. Vemo, njihovi predstavniki se vozijo ob petkih s kolesom, tudi odganjali so temo, kakor je 5G, kakor so problemi s cepljenjem, so odganjali in zato so se začeli tudi sredini protesti. Na tem mestu izkoriščam priložnost in pozivam nevladne organizacije, nehajte ignorirati te dve temi in naredite to, kar je vaše poslanstvo. Tudi naslednja organizacija, poznamo vsi, WHO, Svetovna zdravstvena organizacija. Okoli 20% so uradni podatki, je financirana strani farmacevtske industrije.
In ta organizacija je pač ključna, vsaj ena izmed ključnih za to, kar se dogaja. In to, na kar bi jaz opozoril, je to, da ker so se v četrtek ta teden srečali tudi za predstavniki že prej omenjene parlamentarne komisije za zdravstvo, predstavniki WHO-ja bi mogli biti v Sloveniji registrirani kot lobisti farmacevtske industrije. Jasno, za njih nimam nobenega poziva, ker mislim, da to ni smiselno. In zadnja, ki je policija. Videli smo, kaj je naredila v sredo. Zaplinila je pol Ljubljane in jasno, dobila aplavz od svojih nadrejenih. Verjetno je pač uspešno naredila to, kar je dobila naročilo, ampak tukaj tega vode ne pije, da se v imenu zdravja zaplinja ljudi, otroke, stare, mimoidoče. Pozivam policijo, da naj preneha s to prakso in da naj se odpove prekomernemu nasilju, hkrati pa vso priznanje tistim policajem, ki stojijo na strani ljudstva. Mnogi so menda tudi že dali odpovedi v službah, tako kot so mnogi tudi v izobraževanju dobili odpovedi, ker niso hoteli otrok maltretirati z maskami. Ne vem, kako je v zdravju oziroma v zdravstvu, ampak moramo vedeti, da nobena od teh inštitucij ni homogena. Tudi na RTV Slovenija obstajajo novinarji, ki bi želeli drugače, pa ne pridejo do besede. In skratka, tem novinarjem vse pohvale, vse čestitke in moj poklon. Tako da s tem sem zaključil. Povedal sem to, kar sem želel vam povedati. Želim vam, da zdržite vse dokler nas bojo maltretirali s temi ukrepi za namišljeno epidemijo. Upajmo, da bo drugače najkasneje po volitvah in da bomo dobili predstavnike, kakršne si Slovenci zaslužimo. Hvala.